Lastniki psov pri svojih štirinožnih prijateljih opažajo čedalje več primerov gluhote in naglušnosti. Slednje je lahko posledica več dejavnikov, med katerimi so genetske predispozicije, starostne spremembe in pogoste okužbe ušes. Morda pa gre le za večjo ozaveščenost lastnikov, ki dandanes bolj pozorno spremljajo zdravje svojih ljubljenčkov. Psi dlje živijo, izboljšal se jim je standard in to pomeni, da tudi sluh peša se zmanjšuje in to ljudje počasi opazijo, pravijo, reagirajo na neke visoke tone, potem ploskanje in tako naprej. In ljudje se enostavno navadijo, uporabijo mimiko obraza, gibanje telesa, gibanje rok in na ta način v bistvu psa motivirajo, ga potegnejo za sabo in dosežejo kontakt z njim. Tako da pes kar normalno živi. Če kdo reče, ja, pes točno čuti, kdaj se jaz pripeljem domov. To pomeni, tisto, kar mi ne slišimo, da so to le neki zračni valovi. In takšen pes, ki je naglušen, je hendikepiran po svoje. Sam pač verjetno ima drug način življenja. Pes gre po sledi. To je za nas nepredstavljivo, da lahko nekdo sledi po sledi nekomu, ne. In s tem pes tudi verjetno kompenzira neko zmanjšanje pač enega čutila. Kokica je 15 let stara psička pasme Basenji in je z leti postajala vse bolj naglušna. Sčasoma se ji je stanje tako poslabšalo, da je danes že skoraj popolnoma gluha. To se je začelo postopno, niti opazili nismo, dokler, ko smo šla na sprehod, je kar tako, ko si je poklical, se ni odzvala, ne. In to je bilo bolj pogosto. Zdaj pa sliši samo še na visoke tone, ne razloči. Ne razloči, ve pa, da se nekaj dogaja, ne. In takrat ona pogleda v eno smer, čeprav ima skupaj, pa jaz kak visok ton dam, ona pogleda gor in se zastrmi, ne ve pa od kod. Ko je bila, še ni bila tako naglušna, ne. Je hodila prosto. To se pravi, vedela je, kje sem jaz, kje ne. Zdaj pa se odziva na vsako kretnjo mojo, to se pravi, če jo malenkost potegnem za povodec, pogleda nazaj, kaj je. Naglušnost ali gluhota sta lahko dedni ali pridobljeni. Dedna pa je lahko razvojna ali prirojena. To pomeni, da se že rodi z okvaro sluha. Da je ageneza, potem ni razvit del sluhovoda ali pa del slušnega organa in potem je posledica gluhost. Lahko je tudi razvojna, to pomeni, pes se rodi z normalnimi slušnimi organi, vendar v razvoju nastane napaka in ostane gluh. To je dokazano pri bordojskih dogah in pa pri tehle mejnih ovčarjih, da lahko nastane v zrelih letih tudi dedno pogojena gluhost. Potem je pa pridobljena gluhost in sicer je posledica nekih zunanjih vplivov na sam sluhovod. Lahko je vnetje, lahko je preveč določene reakcije, za alergične reakcije, ki so vezane za zunanji sluhovod, ta zamaši potem slušni kanal in seveda slabši prenos zvočnih signalov v notranje uho, ker se formira zvok. Potem lahko je pa tudi posledica obolenj v glavi, sama živca, ki prevaja te električne impulze do možgan, lahko je tumor v možganih, lahko je vnetje možganskih oken, vse to lahko povzroči tudi gluhost. Nekatere pasme so že same po sebi nagnjene h gluhoti. Prirojena gluhota je razširjena pri več kot 100 pasjih pasmah. Ugotovili so dedno pogojeno gluhost oziroma naglušnost vsaj pri 100 pasmah psov. Dalmatinci so na prvem mestu, potem border collie, potem so bordojske doge in pa še enih par, settri, angleški settri, potem cocker spanieli. Pri gluhem ali naglušnem psu uporabljamo vidne, jasne in vedno enake znake ali geste, ki mu sporočajo, kaj pričakujemo od njega in kdaj nekaj naredi prav.
Pri vzgoji takšnih psov je poudarek na vizualnih signalih. Tako kot vsak pes rabi neko vzgojo, je pri gluhem psu mogoče še malo drugače. To sem že prej omenil, z mimiko obraza, potem z gibi rok, potem z telesom, da nam pes sledi, potem celo priporočajo, da recimo v stanovanju imamo na primer podplate trde, ki se slušijo, ki naredijo določene vibracije in tem povzročijo sledenje psa. Potem pazimo, da preprečimo nenadne gibe, da bi ga preplašili, da nas res prej vidi in potem sprejme z ostalimi čutili, da tudi pes v ostalem okolju, mislim, da ima čisto dokaj normalno, kvalitetno življenje. Novinarska ekipa spletne TV je spoznala tudi 3-letno psičko Arjo. Mešanko med avstralskim ovčarjem in labradorcem, ki svojo zgodbo dokazuje, da je tišina lahko polna ljubezni in povezanosti. Zdravo, jaz sem Anja, prihajam iz Velenja in to je moja gluha psička Arja. Sama sem tudi inštruktorica tukaj na Kinološkem društvu Velenje. Treniramo skupaj Rally Obedience. Ko smo jo vzeli, nismo vedeli, da je gluha. Smo to kasneje ugotovili. Z mojim partnerjem sama doma, ker je spala in se ni odzivala na zvoke, ko bi se recimo normalni mladički bi se odzvali. Na začetku mi je to predstavljalo kar velik izziv, nisem glih vedela, kako se s tem spoprijeti. Ampak sem pol nekod začela jo učiti skoraj kot normalnega kužka, razen da sem si izmislila ukaze sama. Ker psi ponavadi, delajo itak na telesno govorico, zato je to kar bolj enostavno kot pa slišečega psa za mene bilo. Na začetku sem mislila, da bo težje, ampak potem skozi proces sem ugotovila, da je v bistvu lažje. Težje je mogoče samo na začetku, ko jo moraš, da ona ugotovi, kaj jaz želim od nje. Kasneje pa, ko preidemo tisto obdobje, je pa z njo veliko lažje početi vse vaje. Midve smo v bistvu kar od začetka zelo dobro sodelovale, hitro smo se povezale, hitro smo ugotovile, kaj ena in druga želi od ene in druge. Tako da v bistvu nisem imela toliko problemov. Veliko bolj sem imela probleme s tem, da sem si izmislila te ukaze, ker jih načeloma nisem nikjer našla na internetu. Tole je zasedi, potem imamo trikec, da se obrne, pa imamo tačko, imamo prostor, imamo stoj, lahko gre. To so take vaje tudi v Rally Obediencu, kar treniramo, so recimo, da gre okoli. Pa dosti je teh ukazov iz Rally Obedienca, kakih trikcev pa nima. Psička Arja tekmuje v Rally Obedience. Je zabavna in interaktivna kinološka disciplina, ki temelji na komunikaciji in sodelovanju med psom in vodnikom. Gre za obliko poslušnosti, kjer ekipa, pes in vodnik, sledi vnaprej določeni poti z različnimi postajami, na katerih morajo opraviti specifične naloge. Pri tekmovanju smo isto enakovredne kot vsi ostali. Tekmujemo po disciplini, kjer lahko uporabljamo in glasovne znake in ročne signale. Tako da nimamo nobenih problemov s tem. Arja deluje samo na ročne signale,
ostali pač imajo tudi slišnega, ampak to naju ne ovira. Arja je zelo prijazna in ne laja na ljudi. Ves čas gleda svojo lastnico in čaka na njene znake. Lastnica je še dodala, da jo moti, ko ljudje rečejo, kako je uboga, ker ne sliši, in da ji v resnici nič ne manjka, samo sliši ne. Arja načeloma je je zelo socializiran kuža in zelo prijazen, še mogoče včasih malo preveč prijazen. Tako da ona ne laja na ljudi, niti ne prepozna kake nevarnosti. Načeloma je zelo prijazna, no. Gluh pes je po moje bolj občutljiv na tresljaje, veliko bolj na tudi dotike telesa. Dajeva pa zelo ogromno pozornosti, ker je to edini način, kako komunicirati s človekom. Jaz predvsem predlagam, da če je pes sam pa je gluh, da je vedno na povodcu. Ampak jaz imam to srečo, da imam še enega psa, ki pa je slišeč in ima zelo dober odpoklic, zato mi ni problem je vedno zraven spustiti. Arja se je tudi navadila, da je skozi v moji bližini, zato ker edino tako lahko ji jaz kake stvari povem, tudi tako ona ve, kaj mora narediti, in pač lahko je tudi spuščena na sprehodih in vse. Tam, kjer seveda ni ljudi in drugih živali. Pa jaz, če bi še enkrat lahko zbirala, bi še vedno zbrala njo, ker čeprav ker je gluha, ampak ona ful rada dela, nima nobenih problemov v življenju, da bi bila pri čem prikrajšana. Vse se jih da naučiti, z njimi lahko pač res vse počneš tako kot s slišnim psom. Razen da je pač način malo drugačnejši. Je pa fajn, če se gre v kako šolo, mogoče kateremu, ko že to počne, ko ti lahko veliko predlaga, kake nasvete deva, kar se tiče samega učenja gluhega psa. Ampak mislim, da je pač zelo posebna izkušnja imeti gluhega psa. Arjina zgodba nas opominja, kako pomembna je neverbalna komunikacija, kako ljubezen ne potrebuje zvoka in kako lahko drugačnost obogati naše življenje. Če želite dobiti nasvete ali se pozanimati o šolanju gluhega psa, se lahko obrnete na Anjo Štamcar preko elektronske pošte anja.stamc@gmail.com ali na telefonsko številko 069 976 960. Tišina je morda njihova stalnica, a njihov svet je poln občutkov, ki jih besede ne morejo opisati.